Na Srednji poklicni tehniški šoli smo tudi letos v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti pripravili razstavo zaključnih maturitetnih izdelkov dijakov in dijakinj v programu tehnik oblikovanja. Sprehodimo se skozi njihovo ustvarjalnost. Kaja Dolgov je za svoj maturitetni izdelek pripravila fotoknjigo z odtisi človeškega telesa. V Adobe InDesignu je predstavila 13 slik oziroma 8 različnih odtisov telesa. Odtise je naredila sama in zadnje uporabila črno in oranžno barvo. Po izvedbi odtisov je vse izdelke fotografirala in slike preuredila v Adobe Photoshopu ter jih zložila v zaključno fotoknjigo. Lana Smej je pripravila otroški spominski album, ki je pripravljen na način, da naročnik sam vpisuje podatke, lepi slike, vstavi določene stvari v za to pripravljene kuverte. Izdelek je dijakinja v celoti pripravljala v programu Adobe InDesign, elemente v albumu pa je oblikovala v programu Adobe Illustrator. Staša Zadravec je pripravila animirani film, ki poudarja pomen vztrajnosti pri doseganju ciljev. V izdelku je predstavila proces učenja kitare. Zgodbo je ustvarila s pomočjo likov Vilija Adamiča, ki je začetni kitarist, in njegovega psa Tinčka. Animirani film spodbuja gledalca, da poprime za kitaro ali kaj drugega in pri tem vztraja. Eva Hanžekovič je za maturitetni izdelek naredila ilustraciji na majicah. Z uporabo Adobe Illustratorja je izrisala 2 prikupni izmišljeni živalci, ki naredita majice zelo zabavne. Klara Durič si je za izziv zadala šivanje korzeta. Zanje je izbrala žakardno blago, zaradi zlate in srebrne barve ter kroja pa korzet izgleda elegantno. V sebi ima kosti, zato se blago ne more gubati, zapenja pa se z vrvico na hrbtu. Korzet se lahko nosi stalno, najbolje pa izgleda z dolgim črnim krilom. Klemen Rose je pripravil fotoknjigo z naslovom Prekmurje v fotoknjigi. Vsebino knjige je zajel 5 priljubljenih destinacij, značilnih za Prekmurje. Namen fotoknjige je, da bi služila kot vodnik za ogled Prekmurja. Eva Somi je izdelala katalog z ilustracijami kosov pohištva, ki so del vizije prostora, namenjenega predstavnicam nežnejšega spola. Vzor je jemala iz gotike in vpletla elemente davnih mojstrov, ki so prilagojeni sodobnim potrebam. Maja Malok je pripravila stenski koledar za leto 2021. Koledar ima za podlago skicirane slike, ki predstavljajo določen mesec. Za izdelavo je uporabila programa Adobe Photoshop in Adobe InDesign. Nina Rumeš je za svoj zaključni izdelek pripravila maturantsko obleko. Skice je izdelala ročno, kroje obleke pa prilagodila. Obleka je primerna tudi za kakršnokoli svečano prireditev. Navdih je dobila v maminih izdelkih. Sara Žerdin je pripravila tarot karte. Izdelek je večinoma izdelala ročno. Sama je pripravila papir za karte, ki imajo ročne ilustracije.
V izdelku je preizkušala nove medije, kot je grafično otiskovanje z linolejem. Na ta način je narejena zadnja stran kart. Izdelek je unikat, kartam pa sta priloženi še brošura in lesena škatla. Teja Kolar je pripravila izrise različnih oblačil v črno-beli podobi. Vsa oblačila vsebujejo enak grafični vzorec. Kolekcija oblačil je prikazana v zbirki ilustracij skupaj z zapisi priznanih modnih oblikovalcev. Ajša Horvat je oblikovala rokovnik, ki vsebuje tedensko razporeditev za leto 2022. Namen je oblikovanje osebnega rokovnika za dijake. Za pripravo je uporabila Adobe InDesign in Adobe Illustrator. Ana Hanžekovič je naredila karte za priljubljeni šnops. Karte je narisala in oblikovala ročno ter jih nato plastificirala. Pripravila je tudi škatle, v katero se karte lahko pospravijo. Karte poleg črne in bele barve vsebujejo tudi zlato barvo, ki daje motivom bogat izgled. David Kogelnik je izdelal dizajn za nov namišljen Mazdin model avtomobila. Najprej je naredil skice ter nato izdelal maketo avtomobila, katerega osnova je stiropor z glino po vrhu. Gre za osvežen dizajn starejšega modela, ki ni več v proizvodnji, a je še vedno zvest prvotnemu dizajnu avta izpred 20 let. Erika Pobržnik je naredila stenski koledar za leto 2022. Uporabila je Adobe programe Photoshop, Illustrator in InDesign ter program Procreate. Na koledar je dala svoje ilustracije modnih figur. Jan Indi Bogdan je pripravil plakate za Art in Fashion. Pripravil je 3 plakate, ki so narisani v art stilu LNX, uporablja neon in prime barve. Na plakatih so prikazi realističnega in kreativnega stila za Art in Fashion. Jessica Jaklin je za maturitetni izdelek pripravila igralne karte z motivi serijskih morilcev. Karte je naredila s pomočjo Adobovega Illustratorja in InDesigna. Pripravila je 20 kart, 3 s posebnimi motivi. Poleg tega je pripravila tudi karto z navodili ter škatlo, v katero se karte lahko pospravijo. Julija Vnuk je pripravila plakat, ki združuje grafiko in fotografijo. Fotografije temeljijo na različnih barvnih temah in v kolažu sestavljajo itnov barvni krog. Skupaj z grafičnim zapisom v ozadju sestavljajo celoto, tako da izdelek že oddaleč pritegne gledalca, vendar je le od blizu možno videti detajle. Karin Kavaš je zasnovala celostno grafično podobo za izmišljeno čokoladnico z imenom Koko. Oblikovala je priročnik, ki vsebuje smernice za pravilno uporabo logotipa, barvne sheme ter tipografije, s katerimi se podjetje promovira in komunicira s potrošniki. Maja Sukič je pripravila fotoknjigo znamenitosti Goričkega. V fotoknjigi so prikazane različne znamenitosti, nekatere bolj, druge manj prepoznavne.
Izdelek je pripravila v programih InDesign in Photoshop. Maja Hozjan je pripravila stop-motion animacijo, ki je sestavljena iz približno 600 fotografij, ki predstavljajo postopek priprave sadnega napitka milkshake. Pripravila je še praktični izdelek Flipbook, ki vsebuje fotografije iz dela animacije. Za pripravo Flipbooka je uporabila program InDesign, za animacijo pa Adobe Premiere. Marlena Horvat-Sandreli je pripravila katalog nakita, ki ga je tudi sama izdelala. Navdih za nakit je dobila iz šahovskih figur. Maša Rubin je pripravila fotoknjigo z naslovom Perspektive. Fotografije so bile posnete naključno in na različnih lokacijah v Franciji. Perspektive se med seboj razlikujejo, saj so posnete iz različnih kotov. Skozi črno-belo fotografijo je hotela dokazati, da tudi ta ni povsem črno-bela. Mitja Štajer je za maturitetni izdelek pripravil airbrush poslikavo za pokrov avtomobilskega motorja. Nanj je naslikal ilustracijo, ki si jo je izmislil sam. Nino Perša je pripravil priročnik s celostno grafično podobo za izmišljeno podjetje Kujneki Films. Za podjetje je ustvaril spletno stran, animacijo, vizitke in podobno. Nuša Horvat je izdelala katalog notranjih prostorov. V njem je predstavila moderne prostore, ki jih ponuja izmišljeno podjetje Luxoria. Sara Gabor je izdelala fotoknjigo z naslovom 4-letni časi 2. Navdih za temo je dobila pri skladatelju Vivaldiju, in sicer v njegovi skladbi 4-letni časi. V izdelku je zbranih 24 fotografij, vsak letni čas je prikazan 6 fotografijami. Sara Škerban je za maturitetni izdelek pripravila spletno stran, ki pripoveduje o dogodivščinah mačke ob lastničinem odhodu v šolo. Ob pripovedovanju zgodbe se pojavijo vprašanja in različne možnosti, tako se glede na posameznikov odgovor zgodba odvija drugače. Valentina Kreft je pripravila planer za leto 2022, namenjen vsakemu posamezniku za načrtovanje in urejanje življenja. V planerju so ilustracije, ki se navezujejo na tematiko prikazanega meseca. Planer vsebuje tudi spodbudne misli, ki naj bi polepšale vsakdan.
Vse izdelke letošnje zaključne generacije dijakov in dijakinj programa Tehnik oblikovanja si lahko ogledate v avli soboške pokrajinske in študijske knjižnice. Tudi letos so naši dijaki uspeli uspešno združiti vsa znanja, pridobljena v 4 letih šolanja v programu Tehnik oblikovanja na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti. S svojim trdim delom, trudom, iskanjem in raziskovanjem so na ogled postavili različne, kakovostne in vsestransko uporabne praktične izdelke, ki pokrivajo vsa področja oblikovanja. Od grafičnega oblikovanja do modnega oblikovanja, kot tudi industrijskega oblikovanja. In ker jim je to uspelo, kljub razmeram, v katerih so se znašli in se uspešno spopadli tudi s tem izzivom, smo mentorji nadvse zadovoljni in ponosni na njihove rezultate.